Živijo, kako si? Sem dr. Aleksander Mota, fizioterapevt, osteopat in avtor digitalne knjige Skrivnosti hrbtenice brez bolečin. In danes te bom naučil dveh zelo praktičnih vaj, s katerima boš zmanjšal obrabo, nelagodje in bolečino v pogačici. Prisrčno dobrodošel v serijo Z Bogom bolečina v kolenu, drugi del povratek. Ampak prej ne pozabi, všečkaj ta video, če me gledaš na Facebooku, ali pa pritisni všeč mi je, če me gledaš na YouTubeu. Ne pozabi, kasneje boš hotel pogledati še en video, še en video, še en video in boš na koncu pozabil. Označi zdaj, da ne pozabiš, prav? Ne odlašaj na jutri. V zadnjem videu sem ti povedal o super vaji za izboljšanje poravnave kosti noge, stegnenice in golenice, s čimer zmanjšaš pritisk, ki ga pogačica doživlja in ki prispeva k obrabi, k chondromalaciji pogačice. In danes te bom naučil dveh vaj, ki ti bosta pomagala izboljšati mehaniko pogačice, torej bosta izboljšali drsanje pogačice in prehrano hrustanca. In samo da spomnim, hrustanec je struktura, ki ščiti večino naših sklepov. Poleg tega, da ščiti, pomaga tudi pri gibanju, torej pomaga pri drsanju med kostmi in med strukturami sklepa. In poleg tega hrustanec nima živčnih končičev, torej ga ne čutite. Torej lahko trpi, se obrablja, razkraja, pa tega ne občutite. Ko začnete čutiti nelagodje, začnete čutiti bolečino, to pomeni, da je obraba že presegla hrustanec in dosegla kost. To je torej opozorilo. Če že čutite majhne krepitacije, večje krepitacije, občutek peska v kolenskem sklepu, ne čakajte. Takoj poiščite fizioterapevta, zdravnika, začnite izvajati te vaje, da to preprečite, da upočasnite to obrabo. Poleg tega pa hrustanec tudi nima krvnih žil. Potem ne vprašaš, Aleksander, kako je to mogoče. Če hrustanec ne prejema krvi, od kod jih potem dobi? Od kod dobi hranila? Kako hrustanec ostane živ? In ti bom odgovoril. V večini naših sklepov je znotraj sklepa tekočina, ki jo imenujemo sinovialna tekočina. In prav iz te sinovialne tekočine hrustanec dobi hranila. Toda pa zato potrebuje dober gib. Hrustanec lahko primerjate celo z gobo. Ko pomijete posodo in želite odstraniti detergent iz gobice, morate gobico dati pod vodo in jo večkrat stisniti ter spustiti. Tako bo voda krožila skozi gobico in odstranila ves detergent. Enako se zgodi tudi s hrustancem. Dober gib povzroči, da se hrustanec stisne in sprosti. Na ta način lahko tekočina kroži skozi hrustanec in iz nje pridobi potrebna hranila. Ko pride do neporavnanosti ali slabe mehanike, pride do prekomernega stiskanja hrustanca. To pa ne omogoča, da bi hrustanec dobil potrebna hranila. In to je eden glavnih dejavnikov, ki prispeva k obrabi hrustanca. Kaj pa je torej ta dober gib za pogačico? Pogačica se premika gor in dol. Gre gor, ko iztegnete koleno, in gre dol, ko pokrčite koleno. Poleg tega pa je pogačica vodena po nekakšni tirnici. Koš stegnenice ima dve strukturi. Kondila, ki sta na eni in drugi strani, in pogačica drsi med tema dvema kondiloma. Pri zdravem kolenu je pogačica centrirana v sklepu. Tako da se ne stiska, nima velike težnje, da bi šla navznoter ali navzven. Ponovno, pogačica je trikotna kost, ki se nahaja na sprednji strani kolena. Tukaj si bom ponovno narisal, da boste videli. Pri večini ljudi je pogačica manjša, jaz pa imam tukaj veliko pogačico, kar je dobro, saj jo lahko bolje vidite. In pri prvi vaji bomo delali na lateralnem in medialnem drsenju pogačice. Zato boste pustili nogo iztegnjeno in sproščeno. Lahko jo naslonite na tla, kot jaz tukaj, ali pa jo podprete na drug stol, kakšno klopco ali mizo. To je pomembno, da izboljšamo drsenje in prehrano hrustanca na eni in drugi strani vodila. Uporabili boste prijem, ki ga jaz imenujem račji kljun, to je tukaj na zunanji strani pogačice, pod tem kotom, tukaj ob pogačici in boste pomagali pogačici, da gre noter. Ampak pozor, večina ljudi, večina strokovnjakov naredi samo gibanje navznoter in to ne pomaga. Ne spodbuja drsenja med pogačico in vodilom. Torej, idealno je, da delate tako, da potisnete pogačico in spodbudite gibanje v smeri kanala.
in smer kanala je prav takšna. Pogačice ne boste potisnili samo navznoter, ampak jo boste potisnili navznoter in nazaj. S tem boste pomagali pogačici, da drsi, izboljšali boste drsanje hrustanca pogačice in izboljšali prehrano hrustanca pogačice. Spomnite se, ni samo navznoter, je navznoter in nazaj, kot da bi bil gib po diagonali. Če želite delati na bočnem drsanju, naredite obratno. Račji kljun na notranji strani, v notranjem kotu, v kotu, ki je obrnjen navznoter, in prav tako potisnite v smeri vodila. Zapomnite si, ni samo navzven, je po diagonali, navzven in nazaj, na ta način. Idealno je, da delate v obeh smereh, spodbujate medialno in lateralno drsenje. Samo ker ima pogačica že fiziološko tendenco, da gre v stran, torej navzven, idealno je, da delamo tako, da damo večjo intenzivnost gibanja pri medialnem drsanju, potiskamo pogačico navznoter. Ena stvar, ki jo osebno rad počnem in priporočam svojim pacientom, je, da izvajate to medialno drsanje pri različnih stopnjah upogiba. Ko imate nogo popolnoma iztegnjeno, je enostavno videti to gibanje, enostavno ga je narediti. Zato priporočam, da malo pokrčite nogo in poskusite narediti gib. Nato še malo bolj pokrčite in spet poskusite narediti gib. Ko začnete upogibati koleno, postaja vse težje. Lahko celo zamenjate prijem, da primete s palcem in naredite gib, ali pa z roko. Samo naredite kavelj z zunanje strani in potegnete navznoter. Na ta način boste delali na več delih tirnice. Pri drugi vaji bomo delali na spodnjem drsenju pogačice, torej bomo spodbujali gibanje navzdol. Pomagali bomo pogačici pri tem gibanju navzdol. To je pomembno, ker ima večina ljudi s fondromalacijo pogačice tudi posturalno odstopanje, znano kot visoka pogačica, kar je tudi moj primer. Moja pogačica je poleg tega, da je nekoliko bolj izrazita, morala biti bolj spodaj tukaj. Tako je, da ko pokrčim koleno, je še vedno visoko, čeprav bi morala iti bolj dol. Torej vse te vaje, ki jih priporočam, so vaje, ki jih priporočam svojim pacientom in jih tudi sam izvajam, zato jih izvajaj. To so vaje, ki jih priporočam in vem, da res pomagajo. In če se vrnemo v drugi vaji, ki deluje na spodnje drsanje pogačice, boš prav tako imel nogo iztegnjeno in sproščeno. Zgornji del pogačice boš prijel s palci, s kazalci pa blizu vrha, blizu konice pogačice. Gib boš izvajal samo s palci, ki potiskajo pogačico navzdol, kazalci pa bodo služili za usmerjanje gibanja. Da boš prepričan, da gre pogačica naravnost navzdol in ne bolj v stran ali bolj medialno. In vaja je prav to. Potisneš pogačico navzdol in jo vrneš. Potisneš navzdol in vrneš. Potisneš navzdol, vrneš. Potisneš navzdol, vrneš. In zadnja vaja, ki jo lahko prav tako izvajajo za izboljšanje spodnjega drsanja pogačice, je s pomočjo stola. Roko na nasprotne strani boš položil na stol, torej če boš delal na levem kolenu, bo desna roka počivala na stolu. Bazo dlani, torej tenarno in hipotenarno območje, boš položil prst nad pogačico. Torej bazo dlani boš položil prst nad pogačico, potisnil boš pogačico navzdol, ne da bi povzročil bolečino. In koleno boš počasi in čim bolj sproščeno upognil. Zdaj sem se spomnil nekaj vprašanj, ki so se pojavila pri prejšnjem videu. Najprej, ne obstaja vnaprej določeno število ponovitev ali kolikokrat na dan lahko oziroma morate izvajati te vaje. Vaje za mobilizacijo sklepov je treba izvajati vedno, ko začutite potrebo po sprostitvi sklepa. To priporočam svojim pacientom, ker je to način, da se ponovno povežejo s svojim telesom in začnejo znova poslušati svoje telo. Posnel bom video, v katerem bom o tem govoril bolj podrobno, ampak zanimivo je, da večina ljudi, in to se je v zadnjih letih zelo povečalo, ne zna ustaviti in poslušati svojega telesa.
Vedo, da imajo bolečino, ampak ne vedo, kaj jo izboljša, ne vedo, kaj jo poslabša, ne vedo, kateri položaj je najboljši, ne vedo, kaj telo sploh potrebuje. In obstaja veliko ljudi, ki imajo velike težave s poslušanjem in ponovnim povezovanjem s svojim telesom. In za ljudi, ki imajo večje težave pri ponovnem povezovanju s telesom, ki težko zaznavajo te občutke, to zatikanje, to potrebo po gibanju kolena, priporočam minimalni odmerek, to je, da izvajate to vajo vsak dan od 30 sekund do 1 minuta. Drugo vprašanje je, ali je normalno čutiti bolečino ali pokanje med vajo. Pokanje, dokler ne povzroča bolečine, je zelo pogosto, še posebej, ko začnete izvajati vaje za mobilizacijo sklepov. In to pokanje ima običajno tendenco, da se sčasoma zmanjša ali celo izgine. Je posledica slabe mehanike. Ko izboljšujete mehaniko in drsanje sklepa, se ti poki zmanjšujejo. Nikakor pa med vadbo ne smete čutiti bolečine. Če izvajate vajo in čutite bolečino, poskusite vajo izvajati v manjšem obsegu gibanja. Uporabite manj sile, poskusite prijeti nekoliko drugače. Včasih že najmanjša sprememba prijema naredi veliko razliko, zaradi česar ne boste čutili nelagodja ali bolečine med vadbo. In zadnje vprašanje. Ali morate vaditi samo z nogo, kjer imate težave, torej z nogo, kjer čutite bolečino, ali vaditi z obema nogama? Idealno je, da vedno vadite obe strani, vedno obe nogi, ker tudi če na primer čutite bolečino samo v desnem kolenu, levo koleno vseeno kompenzira. To se dogaja celo na podzavestni ravni. Čutite bolečino, nelagodje ali kakšno disfunkcijo na določenem delu telesa, v sklepu. Podzavestno poskušate razbremeniti tisti del in na koncu bolj obremenjujete drugega. Ni nenavadno, da oseba reče, da jo je bolelo koleno in se je bolečina preselila na drugo. Ali da jo je bolel komolec in se je bolečina preselila na drugega. To se zgodi zaradi kompenzacije. Torej, če imaš disfunkcijo v telesu, na primer v kolenu, je idealno, da delaš tudi na drugem, da preprečiš, da bi prišlo do kompenzacije in da bi se pojavile težave. Verjetno bo v prihodnosti prišlo do disfunkcije. In prišel je čas, da to deliš. Poskrbimo, da bodo ti videi, ti nasveti pomagali vedno več ljudem. Pokaži ta video svoji družini, prijateljem, deni ga na svojih družbenih omrežjih. Tukaj na Facebooku, tukaj na YouTubeu, na WhatsAppu, na Twitterju in imam še zadnje vprašanje zate. Rad bi vedel, kaj bi rad videl v naslednjih videih. Pusti spodaj v komentarjih kakšno vprašanje, kakšen dvom, kakšen predlog ali temo, ki jo želiš videti povezano s kakovostjo življenja. Kaj misliš, da ti manjka, da bi imel boljšo kakovost življenja? Ne pozabi pustiti komentarja tukaj spodaj. Zelo pomembno mi je vedeti, kako ti lahko najbolje pomagam. Tukaj se poslavljam, veliko objem in se vidimo v naslednjem videu. Preden začnemo z videom, ne pozabi dati všečka, če me gledaš na Facebooku, ali pa pritisni všeč mi je tukaj, če me gledaš na YouTubeu. In enako velja za hrustanec. Živa kuža! Kost stegnenice ima dve strukturi. Kondili stegnenice. Kolikokrat na dan lahko naredite to vajo? Gibanje, delo. Gre vse.